Spoštovani, kljub tej, ne bom rekel pozni, bolj zgodni uri, mi dovolite, da rečem par besed. Moram reči, da sem zelo vesel, da bom to ministrstvo zapustil z dvignjeno glavo, predvsem pa sem tudi vesel, da bo to ministrstvo prevzel kolega Weber, ki ga kot ne samo predsednika nekdanjega državnega zbora, ampak seveda tudi kot človeka in kolega poslanca zelo visoko cenim. Kljub seveda temu kratkemu mandatu, ki sem ga preživel na tem ministrstvu, nam je uspelo z izredno dobro ekipo premakniti nekaj večletnih, jaz bi temu rekel, kamnov, ki so ležali na ministrstvu. Ne samo, da smo dvignili Falcona oziroma potisnili iz hangara, kjer je bil parkiran 10 let, in prav tako 10-letno obdobje je imela Rola 2 vojaška bolnišnica, ki smo jo postavili v civilne namene pred jeseniško bolnico. Nenazadnje smo tudi vojaško ladjo poslali v humanitarno pomoč sosednji Italiji in si seveda dvignili mednarodni ugled. Tudi podarili smo ali pa številnim lokalnim skupnostim smo dali v uporabo naše nepremičnine in zagnali razvoj v teh občinah. Tak primer je Brežice. No, ampak poleg tega, na kar sem tudi zelo ponosen, poleg tega smo domov prej, kot je bilo načrtovano strani prejšnjega ministra, pripeljali vse žive predstavnice in predstavnike Slovenske vojske iz Afganistana. To si štejem za uspeh, da nam je to uspelo po 10 letih. Ni bilo veliko teh držav, mislim, da smo ena redkih, ki nam je uspelo brez žrtev ta Afganistan končati, sicer končujemo ga konec leta, ampak častno, profesionalno in pa seveda dobro služimo v mednarodnih misijah pod vsemi 3 zastavami, EU-ja, NATO in Združenih narodov. Naša uprava za zaščito in reševanje se je izkazala kot model najboljšega delovanja v situacijah naravnih katastrof, tle imam v mislih žled in pa seveda poplave, in skupaj z vojsko pokazala, da lahko tudi v regiji igra pomembno koordinativno vlogo. Še enkrat, če se vrnem v tujino, so tako pripadnice in pripadniki Slovenske vojske kot civilne zaščite visoko cenjeni in na mednarodnem parketu je Slovenija dobro zapisana, predvsem svojo aktivnostjo glede Zahodnega Balkana. Mislim, da smo se v tem letu in pol ponovno upisali na zemljevid mednarodne skupnosti. Da je pa seveda temu tako, se je potrebno zahvaliti mojim sodelavkam in sodelavcem na Ministrstvu za obrambo, in glede na to, da je večina vas predstojnikov tle, hvala vsem in vsakemu posebej in predvsem, če to zahvalo ponovno prenesete vsem vašim sodelavkam in sodelavcem na nižjem nivoju. Zahvala pa seveda gre tudi vam, novinarkam in novinarjem, ki ste korektno poročali o našem delu. Vladi in pa seveda ministru Weberu še enkrat čestitam za izvolitev. Ministrstvo mu predajam v dobri kondiciji, predvsem kondiciji ljudi, ki so za ta sistem živijo in z njim dihajo. Upam pa in sem prepričan v to, da bo tako kot jaz znal ta potencial izkoristiti in uspešno voditi Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije. Vse naj in pa seveda srečno. Hvala lepa. Za izjavo prosim še gospoda ministra. Lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu in moram priznati, da mi je velika čast, da lahko prevzamem vodenje Ministrstva za obrambo Republike Slovenije. Pri tem sem sicer opravljal zelo pomembno državotvorno funkcijo kot predsednik Državnega zbora in mnoge izkušnje, ki sem si jih pridobil kot predsednik Državnega zbora, želim prenesti tudi v delovanje Ministrstva za obrambo in ob tej primopredaji, ki sva jo opravila z ministrom Romanom Jakičem, lahko ugotovim, da prihajam dejansko v ministrstvo, ki posluje pregledno iz vseh poročil, ki sem jih imel možnost pogledati v tem kratkem
času in skozi te predstavitve res lahko govorim o tem, da vstopam v ministrstvo, ki posluje zelo pregledno in to je zagotovo nekaj, kar želimo ohraniti tudi v prihodnem delovanju. Je pa tudi res, da vstopam v ministrstvo ravno v trenutku, ko je Slovenijo prizadela naravna nesreča in tudi današnji sklepi na vladi grejo v to smer, da nalagajo ministrstvu čimprejšnji pregled potrebnih sanacijskih ukrepov v občinah, ki jih je neurje prizadelo, tako da bo to ena od prvih nalog, ki je tudi danes že na vladi bila dodeljena ministrstvu in prepričan sem, da bom z ekipo, ki je že do sedaj odlično delala, uspel to v roku tudi izpolniti. Seveda so na ministrstvu naloge ne samo doma, ampak ta hip se dejansko odzivamo kot na grožnjo, ki je ogrozila premoženja in žal tudi življenja v Sloveniji. Se je potrebno odzvati, je pa seveda sam sistem pripadnikov Slovenske vojske tisti, ki je izjemno pomemben za varnost v Sloveniji in mislim, da lahko poudarim predvsem ta občutek, ki sem ga dobil tudi sam, da ko so se pripadniki Slovenske vojske pojavili tudi pri teh naravnih nesrečah, je bil občutek, da država skrbi za njih in da imajo občutek, da niso prepuščeni svoji usodi. Seveda, glede na to, da smo tudi člani Organizacije Združenih narodov, Evropske unije, Zveze NATO, so naše obveznosti tudi zunaj naših meja in prepričan sem, da bomo naloge, ki jih bo seveda tudi potrebno koordinirati z Ministrstvom za zunanje zadeve, uspešno upravljali tudi v prihodnosti, predvsem zaradi tega, ker dobivam občutek, da je na vseh področjih v tem ministrstvu zelo veliko, zelo vestnih, sposobnih ljudi in zato prihajam v to ministrstvo še enkrat zelo optimistično in ga želim na ta način seveda tudi peljati v prihodnosti. Hvala. Hvala lepa. Mogoče še vprašanje ali pa dve. Prvo vprašanje za vas, gospod Weber, in sicer, kakve bojo vaše prve kadrovske poteze na ministrstvu, koliko ljudi bo prišlo z vami, ali se bo na vladi razpravljalo morda o zamenjavi načelnika generalštaba, vemo, da je to načeloma prihaja nekako z novo vlado. In pa drugo vprašanje, ki je nekako, v bistvu, me zanima mnenje o obeh vaju, oziroma morda celo bolj gospoda Jakliča, in sicer, kot ste sami omenili, veliko treba sodelovati z ministrstvom za zunanje zadeve, gre morda bolj za zunanje politično vprašanje, ampak očitki so bili, da v koalicijski pogodbi ni omenjena Zveza NATO. Kakvi so pravzaprav, a potekajo kakršnekoli pogovori v zvezi z dogajanjem na Bližnjem vzhodu? Vemo, Francija je danes napovedala zračne napade, NATO je pripravljen pomagati Iraku. Ali vidite, da bi Slovenska vojska na kakršenkoli način lahko v tem kontekstu sodelovala, potem sploh seveda, kot ste rekli, pač seveda odhajamo iz Afganistana? Mogoče najprej glede kadrov. Danes je na vladi bila sprejeta odločitev glede zamenjave državnih sekretarjev in tudi na Ministrstvu za obrambo je ta odločitev bila sprejeta, tako da imam novega državnega sekretarja, magistra Miloša Vizjaka, imam tudi vodjo kabineta, Nino Skočevič, ki ravno tako prihaja iz strukture ministrstva, tako da so vsi že zaposleni v ministrstvu. Razrešena je bila tudi generalna sekretarka ministrstva in imenovan vršilec dolžnosti na Ministrstvu za obrambo, magister Balant, in to so te kadrovske spremembe, ki so se danes zgodile. Vlada je tudi sprejela sklep, da vkolikor ima ministrstvo enega sekretarja, lahko na zaupanje potem pripada posameznemu ministrstvu v teh primerih še 5 možnih zaposlitev na zaupanje. Ta hip je kadrovski obseg tak, kot sem ga predstavil. V nadaljevanju pa seveda bom tudi s seznanitvijo delovanja ministrstva poskušal organizirati kabinet na način, da bo seveda čim uspešnejši in da bodo tudi kompetentni ljudje v tem ministrstvu. V ta namen je tudi jutri predviden kolegij, tako da se seznanim detaljne s posameznimi področji in
pričakujem, da bom tudi na tem kolegiju dobil informacijo o mednarodnem delovanju in o tem vprašanju, ki ste ga zastavila glede delovanja Zveze NATO, tako da pričakujem, da bom dejansko več operativnih informacij dobil že jutri, če pa seveda minister Roman Jakič želi dodatno pojasniti dosedanje aktivnosti, pa seveda tudi lahko odgovori na vaše vprašanje. Torej, ta hip sem povedal kadrovske zamenjave, tako da v drugih kadrovskih zamenjavah ta hip ne razmišljam, ne potekajo postopki, tako da je ta obseg tak, kot sem ga predstavil. Najlepša hvala. Jaz preden grem na Irak in NATO, sam povem, da je tudi moji najožji sodelavci so bili z Ministrstva za obrambo in se vračajo na svoje pozicije znotraj Ministrstva za obrambo. Seboj sem pripeljal samo Dejana Radoniča od zunaj, ki zapušča ministrstvo, ne gre v strukture ministrstva, tako je bilo z prejšnjim šefom kabineta, ki je tle ostal, nažalost, neprimerno zaposlitvijo, se je meni zdelo, ker je politizirala obveščevalno-varnostno službo, ampak to smo na nek način sanirali. Kar se tiče koalicijske pogodbe, jo bo najbrž interpretiral bolj kolega Weber. Predvidevam in sem skoraj 100%, da če ni zapisa, jaz te nisem šel potem, sem jo sledil do tistega trenutka, ko smo bili še v igri za koalicijo, ampak potem zadnjega čistopisa nisem šel detaljno brati, vkolikor je prišlo do izpada omembe NATO, sem mislim, da gre zgolj za nek lapsus, ker seveda Slovenija je praznovala 10. obletnico vključitve Slovenije v Evropsko unijo in NATO. Ta odločitev je bila sprejeta na referendumu. Vse zaveze, ki smo jih dali znotraj NATO, nas na nek način krepijo, kar se tiče varnosti obrambe, ne nazadnje tudi zmanjšujejo stroškov z air policingom in kontroliranje našega zračnega prostora strani NATO v tej funkciji italijanskih in od oktobra naprej tudi madžarskih plovil zračnih bomo v bistvu prešparamo kar zajeten del denarja. Tako da, kar se tega tiče, jaz mislim, da tle tudi nova vlada nima nič proti NATO in da če je to izpadlo iz tega konteksta in tudi danes sem predsednika vlade poslušal, je dal poudarek tudi našemu članstvu znotraj te mednarodne asociacije. Kar se tiče Iraka, ne vem, v katero smer gre vprašanje najbrž pomoči. Kot veste, mi nismo vsaj v tej fazi ali pa v Walesu ničesar ne obljubili, niti smo se o tem pogovarjali smo se veliko seveda o pomoči Kurdom, predvsem je pa tam bolj potekala zgodba glede ukrajinsko-ruske krize, kjer pa je Slovenija bo pomagala Ukrajincem in sicer je bil sprejet sklep, da na Univerzitetnem inštitutu za rehabilitacijo Soča v višini 50 000 evrov gostimo ali pa rehabilitiramo vojake, ranjene vojake iz Ukrajine. Poleg tega pa skozi projekt, ki je dolgoletni projekt otrok iz Černobila, smo v letošnjem letu gostili tudi nekaj otrok, predvsem tistih tudi v tem inštitutu za rehabilitacijo, predvsem tistih, ki so iz teh konfliktnih območij Ukrajine prišli. Tako da jaz, kot sem danes predal posle kolegu Weberu, je pač je odločitev nove vlade, ali bo sledila mogoče tudi nekaterim drugim državam, ki so se odločili aktivno pomagati znotraj NATO. NATO kot tak pa ni sprejel nobenih rečemo teh odločitev kot organizacija, ampak je bila narejena na nek način v tej prvi fazi tako imenovana koalicija voljnih, ki pač podpira določen del upornikov tako v orožju kot seveda tudi z samimi napadi na tiste sile ISIS-a. Še zadnje vprašanje za gospoda Jakiča. Mene zanima, zakaj se je mudilo danes primo predajo, pa glede na to, da ste vi poslali Falcona v zrak, če boste kaj pogrešali v tem Falconu?
No, jaz bom predvsem pogrešal družbo kolegic in kolegov iz Ministrstva za obrambo. Meni so na prvem mestu medčloveški odnosi, potem pa orodja, s katerim dosegaš cilje, vključno z Falconom, ki zelo hitro, efikasno in moram reči tudi finančno še vedno ugodno dosega svoje cilje in služi svojemu namenu. Sem dal tudi pihal na dušo kolegu Weberu, da seveda se tega ne odreče, tega prevoznega sredstva, ki ga ima in ga je treba seveda izkoriščati v namene, v katere je bil registriran. Kar se tiče primopredaje, pa seveda smo bili optimisti od vsega začetka, da bo seja trajala vsaj tak je bil prvotni plan, do 5. oziroma 6. ure in da bo primopredaja potem ob 7. Žal se je zaradi diskusij, ki sem jih sledil do neke mere, pa sem pa raje se pogovarjal s svojimi kolegi in se družil, se je pač zavlekla in je treba pač priznati, da smo se ušteli v času. Je pa tudi res, da jutri ne bi mogla izvesti primopredaje, zato ker sem jaz odsoten, ne bom rekel službeno, ker službeno nisem več, ampak sem odsoten iz Republike Slovenije. Pa, s tem bi zaključili današnjo izjavo, se vam zahvaljujem, da ste prišli v tej pozni uri in seveda dobrodošli v naslednji družbi. Hvala lepa. Ok, Roman, še enkrat srečno tebi naprej in na dobro sodelovanje tudi vsega.